Pozdravljena, Inga, danes bi pa midva rada izdelala domač balzam za ustnice. Odlično, sestavine imamo pripravljene, tako da lahko gremo kar na delo. A to bo tak balzam enak, kakor kupimo v trgovini? Jaz bom rekla, da bo še boljši, zato ker bo narejen popolnoma iz naravnih sestavin. S čim začnemo? Najprej razkužimo vse pripomočke, ki jih imamo. Razkužimo jih s 70% alkoholom, zato da je vse sterilno. Kar v celoti dobro prebrišemo. Za vaju sem pripravila recept, po katerem bomo naredili balzam za ustnice. Vse sestavine in tudi gramaturo imate napisano na receptu. Katera bo pa prva sestavina? Kakavovo maslo. Kakavovo maslo je precej trdo maslo in bo pomagalo, da je naš balzam za ustnice zares mazljiv. 9 gramov kakavovega masla. Super, kar natehtega. Lahko koščke tudi primaš ti bolači. Aha, natehto si mačkam preveč, torej čist malo odstrani. A to moramo stopiti? Ja, to bomo stopili, ampak najprej bomo pa natehtali še čebelji vosek. Evo ga, čebelji vosek je pripravljen. Superca. Zdaj pa obe sestavini preložita v tole posodico in nas naprej čakata še tehtanje obeh olj. Zakaj pa rabimo to olje? Mandljevo olje je čudovito za našo kožo zaradi tega, ker ščiti ustnice pred izsuševanjem. Ga boš kar natehtal? Koliko ga potrebujemo? 5 gramov mandljevega olja. In zdaj čisto počasi ob palčki natoči olje. A moramo biti res tako natančni, kaj pa če bi malo več ulil noter? Če bi bilo v balzamu olja preveč, bi bil balzam za ustnice premehak, kar pomeni, da ko bi se z njim mazali, bi se deformiral, se pravi, bi se v bistvu razlezel po ustnicah, namesto da bi ostal na svojem mestu. Gremo naprej. Zoja, boš ti natehtala ricinusovo olje. To pa moraš biti res previden. Ja, pri olju je nekoliko drugače kot pri vosku oziroma maslu. A to zdaj vse skupaj zmešamo? Tako je, kar zelo, zelo dobro ga postrgaj. Tako, zdaj sta vse natehtala, postavimo na vodno kopel, vklopimo našo indukcijsko ploščo, damo na temperaturo, ki jo znižamo nujno pod 100 stopinj, 80 bo dovolj, mora pa biti temperatura dovolj visoka, da se bosta čebelji vosek in kakavovo maslo povsem stopila. Stopilce je. Stopilce je. Zdaj imamo vse osnovne sestavine stopljene, kar pomeni, da bomo dodali sestavine, ki se ne smejo segrevati. Kjer je postati dve sestavini? Najprej boš dodala vitamin E. Vitamin E je antioksidant. Poskrbi za to, da naš balzam za ustnice dlje časa traja, se pravi, da se ne pokvari. Eno kapelco. Evo, torej vitamina E daš samo eno kapljo. Če damo toliko malo, je to dovolj? Tebi se morda ena kapljica ne zdi nič, ampak je potrebna, zato ker točno antioksidant je tisti, ki prepreči, da bi naš balzam za ustnice postal žarek, se pravi, da bi se pokvaril. Meni pa ne gre več. Ja, kaj se je zgodilo? Ker smo odstavili iz vodne kopeli in ni več na toploti, so sestavine začele se strjevati, zato postavi še majčkeno na vodno kopel, da se vse skupaj stopi. Ali nam še karkoli manjka? Bova pogledala na recept. Še Dišava! Tako je. Jaz bi svetovala, da najprej povonjata naš balzam brez dišave in povesta, kako se vama zdi. Točno zato pa dodamo eterično olje sladke pomaranče, da bo naš balzam čudovito dišal. Kaj bomo pa zdaj to olili? Vlivamo lahko v različne embalaže, s tem, da meni se zdi najbolj simpatična in priročna tale embalaža, ki je namenjena prav za balzame za ustnice. Kar še malo. Poskusi narediti malenkost s kupčkom. Tudi, če gre kakšna kapljica mimo. Malenkost. Odlično. Evo ga, Simon, tale je zate. Super, jaz bom pa naredil še zate. Zoja, bi si želela, da je tvoj balzam druge barve? Kaj je lahko druge barve? Lahko. Obarvamo ga lahko z naravnimi mineralnimi pigmenti. Barvila lahko daš zelo malo, zato ker je zelo močno. Tako da na konico, superca, dodaj in zelo dobro premešaj. Natoči kar počasi in previdno. Poskusi narediti tako, da je na koncu majčken kupček, zato ker ko se balzam strdi, se malenkost ugrezne. Lej, Zoja, jaz sem imam polivkati. Bravo, Simon. Evo, balzama sta se strdila, jaz sem vam dodala še nalepkice, zdaj pa predlagam, da jo poskusita. Dober von.